Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Če nimate radi svojega življenja, pojdite domov in se srečate sami s sabo. Premišljujte o svojih mislih. Namesto, da ves čas krivite druge, se srečate sami s sabo in se vprašate, če je sedaj čas, da se odpoveste svojemu gnilemu mišljenju. Eno je, če nekaj dobimo po veri. Druga stvar pa je, če pridobimo po izkušnji. Jaz to imenujem, da smo si jo pridobili zakonito. Mnogo blagoslovov si lahko pridobimo zakonito, ker je Kristus umrl in prelil svojo kri in tako svojo krvjo zapečatil novo zavezo. Kot verniki v ponovno rojstvo smo po njem postali dediči in sodediči. To je povsem zakonito, to je naše, vendar pa postane predmet razprave, ko hočemo to posedovati. Izraelci so se umaknili vezem suženjstva v Egiptu. Tam so bili sužnji. Podobno je z nami, če smo sužnji greha. Bog jim je poslal Mojzesa, ki jih je osvobodil. Nam pa je poslal odgrešenika Jezusa Kristusa. Oni so se rešili faraonskega suženjstva in so se napotili na pot proti obljubljeni deželi. Mi smo se rešili suženjstva in smo slišali vse o Božji obljubi in smo se naučili, kako to uporabljati. No, Izraelci so morali iti skozi puščavo. Najkrajša pot je bilo 11-dnevno potovanje skozi puščavo, da bi prišli v obljubljeno deželo. Kakorkoli, njim pa je to vzelo 40 dolgih let. To so bila leta polna trpljenja, bolečine, preden so nekateri prišli do obljubljene dežele. Vendar pa večina izmed njih nikoli ni stopila vanjo. Le nekaj teh je vstopilo v obljubljeno deželo od približno 1,5 milijona ljudi skupaj z otroki. To so bili redki. Joshua in Kaleb, ter nekateri, ki so bili tedaj premladi, ko se jih je Bog naveličal in rekel, da ne bodo vstopili v obljubljeno deželo. Mi sedaj gledamo njihovo zgodbo in zmajujemo z glavami ter si mislimo, kako neumni so bili. Potovanje je zahtevalo 11 dni, kako so lahko porabili 40 let, da bi prišli tja. Ampak moramo se zbuditi in se zavesti, da smo tudi mi zapravili preveč časa, ko smo neprestano tavali okrog ene in iste gore. Zato vam danes pravim, čas je, da hitro greste proti vaši obljubljeni deželi. Oni so mislili, da so sovražniki bili tisti problem. To so bili Izmaeliti, Hetiti, Jebusejci in Kananci. Vsi mi imamo svoje sovražnike, ki se končujejo na ci ali ti. To je slab mož, godornjavi sosedje, bolezni, uboštvo, slaba preteklost. Tako imamo vsi svoje sovražnike in si mislimo, da so oni naš problem. Vedno je hudič kriv. Če bi me le pustil na miru, če bi to ali ono ali pa nekaj drugega. Ko sem pred mnogimi leti začela to premišljavati in iskati globlji pomen v tem, sem ugotovila, da lahko iz Svetega pisma precej jasno vidimo, da to niso bili njihovi sovražniki, ampak njihove težave. To pa zato, ker je bil Bog na njihovi strani. Če je Bog z nami, kdo je lahko proti nam? Na tem svetu ni nič takšnega, kar nas lahko porazi, če je Bog z nami. In Bog je bil na njihovi strani. Rekel jim je, če boste delali to, kar vam ukažem, lahko hitro prečkate to puščavo in se veselite mojih obljub. Vendar oni tega niso storili. Niso bili zato krivi sovražniki, kot so Hetejci, Amorejci, Kananci, Perzici, Hivejci in Jebusejci. Niso bili krivi velikani. Oni so napačno postavili svoj in napačno so se obnašali. V tem je bila njihova napaka. Niso vedeli, kako bi mislili na način, ki jim ga je Bog dal. Za vas je nemogoče zmagovati in misliti v vezeh. Morate misliti tako, kot Bog želi, da mislite. Nemogoče je biti vesel in misliti žalostne misli. Nemogoče je biti svoboden od greha, medtem pa premišljavati, da te greh veže. Lep primer za to je v pismu Rimljanom 6:2. Pavel pravi: Le kako bomo mi, ki smo odmrli grehu, mogli še živeti v njem?
Sveto pismo nam pravi, da ko je umrl Kristus, smo mi z njim umrli. On je vzel naše grehe na križ in zaradi tega smo mrtvi grehu in živi v opravičenju. Ali veste, kaj to pomeni? Del vas je ponovno rojen in ta del noče imeti opravka z grehom. Je namreč mrtev grehu. Ta del vas sedaj moti, ko grešite. Preden ste bili ponovno rojeni, vas ta del ni nič motil, ni vam bilo mar, radi ste imeli to in se veselili. Ko pa ste enkrat ponovno rojeni v Svetem Duhu, imate čiste nove težave, ker ne morete več udobno grešiti. Napravi vas nesrečne, del vas noče grešiti, vi pa še vedno delujete v mesu, v neprenovljenem, divjem umu, s čustvi brez nadzora in uporno voljo, ki bi jo moral spremeniti Bog po Svetem Duhu. To je pravzaprav naša divjost. Dokler duše ne prenovimo v Božji besedi, je še vedno divja. Naučiti se moramo dopustiti Bogu, ki je v našem duhu, da nam osvoji dušo. On noče samo živeti v tistem majhnem prostorčku, ki ga imenujemo duh, ampak hoče vstopiti v v čustva, voljo, vaše finančno stanje, vaše odnose, vašo zabavo in se želi po vas pokazati kot jasna, svetla luč. Tako lahko svet reče, ta oseba ima nekaj, kar hočem tudi jaz. Dajte Bogu čast. Rimljanom 6:2 pravi, da smo mrtvi grehu, vendar pa v 6:11 pravi prav tako tudi vi, mislite, da ste mrtvi za greh, živite pa za opravičenje. Rada imam to, kajti beseda misliti je postopek v umu. Tako lahko v Rimljanom 6:2 rečete, da ste mrtvi za greh, vendar pa v Rimljanom 6:11 pravi, vi mislite, da ste mrtvi za greh. Mislite si, da ste mrtvi za greh. Recimo si, mrtvi smo za greh. Prepevali bomo pesmi, da smo svobodni v Kristusu. Vendar pa nas je strah, da bi grešili. Rekli bomo, da smo odvisni od greha na tak način. Ne morem preko tega, to je tako težko, tega ne morem premagati. Tako smo še vedno ujeti v svoji divjosti. Začeti moramo misliti tako, kakor Bog misli in reči, kar Bog pravi. To nam bo pomagalo prečkati divjino v najkrajšem možnem času, da bomo zaživeli v Božjih obljubah. Vi lahko z Božjo pomočjo nadzorujete svoje mišljenje. S pomočjo Svetega Duha lahko nadzorujete svoje mišljenje, če se le naslonite nanj, vendar pa ne, dokler ne napravite inventure v vaših mislih. Jaz to imenujem misliti o tem, kar pač mislite. Kamor gre tja mu sledi tudi srce. Če vam vaše življenje ne ustreza, pojdite domov in premišljujte o tem, kaj mislite. Namesto da krivite vsako stvar, vse druge, se raje srečate sami s seboj in se vprašate, ali je čas, da se odpoveste svojemu gnilemu načinu razmišljanja. Amen. Postavite si svoj in ga usmerite k pravim stvarem. En znameniti citat. Pravzaprav 2 citata navajam, kadar učim o postavitvi uma. Drugo pismo Korinčanom 10:4-5. Orožje našega bojevanja ni meseno, ampak ima v Bogu moč, da podira trdnjave, predstave, razloge, teorije in podvržemo vsako mišljenje misli Jezusa Kristusa. Torej, mi vemo, da je v našem umu boj, napačno razmišljanje, razumevanje, teorije, ki se ne skladajo z Božjim svetom. Sveto pismo nam daje odgovornost, da to najdemo in preženemo. Ta odgovornost ne sloni samo na nas, kajti ko se naslonimo na Svetega Duha, moramo samo reči, Bog daj, da se bom vsak trenutek zavedal, kdaj mislim napačne misli. Bog ne dopusti, da bi posedal napačne misli, da ne bi premišljeval trapastih misli. Ne želim imeti slabih misli. Ko začnete tako moliti, boste razumeli, da vam ni potrebno misliti na takšen način, da je to popolnoma nepotrebno in da ni v skladu z Božjo besedo. Ko začnete zvesto študirati Božjo besedo, začnete rušiti utrdbe svojem umu. Prav to počnemo danes tukaj. Hvalim vas, ker ste si vzeli petek zvečer, ko se gredo drugi zabavati. Delovni teden se je končal in vi bi lahko delali vse vrste stvari. Lahko bi šli ven ali vnovčili svoj ček za nekaj, kar vam ne bi nič koristilo, ali pa bi šli ne vem kam, ko vam sploh ne bi bilo potrebno. Lahko pa bi samo ležali doma na kavču, utrujeni od celotedenskega dela. Vendar tisoči in tisoči so danes tukaj, da ste napolnili dvorano in študirate Božjo besedo in slavite Boga.
In zato vam čestitam. Vendar vam moram tudi povedati, in želim vas strašiti, vendar to ni dovolj, da hodite v zmagi. Morali se boste zgodaj vstajati in študirati še kaj več. In moliti, in tudi slaviti Boga. Pojdite v cerkev zjutraj ali zvečer. Pojdite na kakšno predavanje, poslušajte moj program vseh 5 dni na teden. Dobite kaj za svoj pametni telefon in premišljujte Božjo besedo. In še enkrat Božjo besedo. Kar naenkrat boste začeli razmišljati na popolnoma drugačen način. Pismo Rimljanom 12.2. In nikar se ne prilagajate temu svetu, ampak se tako preobražate in prenavljate duha, da boste lahko in v popolnosti razpoznavali, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. Hvala lepa, tudi jaz vas imam rada. Jeremija 4.14. Doklej bodo ždeli v tvojih prsih zlobni načrti. To mi je všeč. Kako dolgo bodo v vaših prsih ždeli zlobni načrti? Jeremija 4.14. Prva stvar, ki sem me zasledila in čutim, da je za Izraelce bil problem v tem, da so porabili toliko časa, da bi prišli do zmage. In mnogi izmed njih sploh nikoli niso prišli do zmage. Nažalost so mnogi ljudje, ki verujejo v Kristusa in bodo šli v nebesa, vendar se ne bodo tukaj na zemlji nikoli veselili zmage. Ali to veste? Ni vam potrebno imeti zmage, da greste v nebesa. Rešeni ste s Kristusovo krvjo, vendar da se veselite svojega potovanja, potrebujete zmago. Mislim, da če hočete biti prava priča drugim, se mora zmaga odražati v vašem življenju. Amen. Prva stvar, ki sem jo pri njih opazila, je ta, da niso imeli pozitivnega odnosa do prihodnosti. Vedno so govorili le o svoji preteklosti. Mislili so, da jim preteklost narekuje bodočnost. Jaz pa sem tukaj, da vam povem, da ni pomembno, kaj se vam je zgodilo v preteklosti. Ni pomembno, kaj se vam dogaja prav sedaj. Kajti to nima nobene moči, da bi vas odtegnilo od čudovite prihodnosti, ki se boste le naučili gledati v duhu. Prerok Izaija nam v 11. poglavju pravi, da Jezus ni videl in odločil stvari, ki jih je slišal z ušesi ali videl z očmi. On je gledal z duhovnimi očmi in ušesi, z nadnaravnimi očmi. Mi z naravnimi očmi vidimo, kaj se dogaja okrog nas, vidimo, kaj se godi v našem življenju, vendar z duhovnimi očmi vidimo, česar ne opazimo z naravnimi očmi. Mi gledamo z držo vere in pravimo: Bog je rekel, da lahko imam dobro prihodnost in jaz verjamem, da lahko imam dobro prihodnost. Pred kratkim sem bila v zvezni državi Utah v kavarni, kjer me je točajka spoznala. Začela sem govoriti in je rekla: vaši duhovni službi sem pisala o vseh mojih problemih in tako dalje. Govorila mi je o svojih problemih, rekla je: povem vam, avtobus me je povozil v življenju. Seveda nisem rekla, da ne bi prizadela njenih čustev, vendar ko sem zapuščala kraj, sem si mislila, da je tudi mene povozil avtobus, ampak sedaj ga jaz vozim. Amen. No, ona se je ustavila tam, kjer jo je povozil avtobus. Lahko vam povem, da bo ponavljala to zgodbo čez 5 ali 10 let in bo vsem govorila to žalostno zgodbo, le zgodba bo postala vedno bolj in bolj žalostna in zagrenjena, ker nima upanja, da bi v svojem življenju kaj spremenila. Po malem sem ji hotela povedati, da Bog lahko spremeni stvari, če le zaupa vanj. Verovati moraš Bogu. Vse, kar sem dobila v odgovor, je bil nekakšen zid ali izgovor. Njen slučaj je bil nekaj posebnega, ni bil katerikoli slučaj. Nikogar ni bilo, ki bi imel tako slabo zgodbo kot je njena. Avtobus jo je povozil, vsa 4 kolesa so jo stiskala k tlom in ni imela namena, da bi prišla ven. No, odločila sem se, da vozim ta neumni avtobus. In tudi vi lahko storite enako.
Naj vam nekaj povem. To ni nekaj takšnega, kar bi nekdo drug lahko odločil namesto vas. Sami se morate odločiti v svojem umu. Rada bi vam pokazala primer iz prve Mojzesove knjige. Tam je Abraham, ki je vse izgubil. In vkljub temu je pridobil več, kakor je izgubil. To veste iz Božje ekonomije, da lahko izgubite vse, kar imate. Če se naučite gledati z očmi vere, lahko končate tako, da vam je povrnjeno več, kot pa ste izgubili. Job je izgubil vse. Imel je strašno nesrečo in na koncu mu je Bog dal 2-krat toliko, kolikor je izgubil. Abraham je blagoslovil svojega nečaka Lota, da mu je dal polovico svojega imetja. In potem sta oba postala tako mogočna in imela toliko služabnikov, da so se začeli služabniki med seboj prepirati. Tako je Abraham odšel do Lota in je hotel biti posrednik miru. Prosim te, da se midva ne bova prepirala. Ti odloči, kateri del zemlje boš imel in jaz bom vzel tisto, kar ti ne boš imel. Mislim, da je to čudovita ponižna drža. Jaz bi namreč rekla, vzela bom to, kar sem najprej hotela, ostalo pa imej ti. Kajti ti ne bi imel nič, če ti jaz prej ne bi dala. Vendar Abraham je bil Božji človek. In to je verjetno razlog, da je Bog lahko napravil zavezo z njim na tak način, kakor jo je. Če berete 13. poglavje, je Lot izbral boljšo polovico ob dolini reke Jordan. Abraham pa je vzel preostalo. Torej, Abrahamu ni ostalo veliko. Vendar v 14. vrstici pravi, potem, ko ga je Lot zapustil, je Bog rekel Abrahamu, povzdigni oči in poglej svojega mesta na sever, jug, vzhod in zahod. Zares, vso deželo, ki jo vidiš, zavedno dajem tebi in tvojemu potomstvu. V 17. vrstici pravi, vstani in prehodi deželo po vsej njeni dolžini in širini, kajti tebi jo dajem. Torej, on pove dve stvari, obe sta enako pomembni. Prvič je rekel, poglej na sever, jug, vzhod in zahod, kar lahko vidiš, ti bom dal. Gotovo je, da mu je pravil, naj gleda z naravnimi očmi, vendar verjamem, da vam hoče Bog danes reči, poglejte prihodnost in kaj vidite v veri za svoje življenje. Ali se lahko vidite, da boste prišli ven iz dolgov? Ali se lahko vidite, da imate svojo hišo? Ali se lahko vidite, da imate nov avto? Ali se lahko vidite na boljšem delovnem mestu? Ali se lahko vidite, da ste vi blagoslov mnogim ljudem? Ali se lahko vidite, da bi živeli svoje sanje, pa naj bodo kakršne koli? Tako dolgo, da so to dobre sanje, lahko živite te sanje. Ali jih lahko vidite? Če jih ne morete videti, jih ne boste nikoli imeli. Na to me je rekel. Vse, kar vidiš, ti dajem v last. Pojdi in prehodi to deželo, vzemi jo. To pomeni, da morate narediti kakšen korak. Imela sem sanje, dobre sanje. Bog mi je vsadil nekaj v moje srce, da bom oznanjala evangelij, ko sem poslušala nauk po kaseti v davnem letu 1976. Tako navdušena sem bila nad dejstvom, da nekdo lahko vzame samo en citat iz Markovega evangelija in poučuje skorajda celo uro in te še vedno privlači. Prav ta goreča želja se je porodila v meni, da sem si želela poučevati evangelij po celem svetu. To je bilo čisto neumno, tedaj ni moglo biti moje, ampak od Boga. Recimo, da sem bila najneprimernejši kandidat za takšno delo. Torej, Bog bo vsadil stvari v vaše srce, ki ne bodo imele nobenega smisla v vašem razumu. Živeti morate v umu duha. Bog vam bo pokazal stvari, ki so za vas možne, vendar, ko berete Božjo besedo, jo morate vzeti, da je ta za vas, ne za kakšno posebno skupino ljudi. Vsaka obljuba v Božji besedi je za vas osebno. Vse so za vas. Bog vas hoče blagosloviti. Bog vas hoče povišati. Bog vas hoče vzgajati. Bog vas hoče uporabiti. Bog vas hoče ozdraviti. Amen.
Vendar vi morate to tudi videti. Vendar pa brez vere ne morete pričakovati, da boste videli s temi očmi. Najprej morate gledati s svojimi duhovnimi očmi in končno boste lahko videli tudi z naravnimi očmi, telesnimi očmi. Živim v Missouriju, ki ga imenujejo Pokaži mi državo. Dobro. V Božji ekonomiji moraš najprej verjeti in gledati z očmi vere in končno boste videli v duhu. In na to boste videli tudi v resnici. Vendar tudi v veri zahtevam to, kar verjamem, da mi je Bog govoril in mi podaril. Obljube smatram za svoje in še vedno moram iti in posedovati to deželo. Beseda posedovati je zelo zanimiva, kajti če premišljujete, pomeni, da bi morali pregnati sedanje prebivalce in jo potem prevzeti. Tako so v obljubljeni deželi bili sovražniki. Oni se niso hoteli ukvarjati s sovražniki in tudi niso stopili vanjo. Hodili so le okrog in okrog in okrog po deželi in čakali, da Bog stori nekaj z njihovimi sovražniki, tako da bodo lahko zavzeli deželo, ki jim jo je Bog namenil. To je zanimivo dejstvo. Namreč, v 2 letih so prišli do meje obljubljene dežele. Če pogledamo v 5. Mojzesovo knjigo, 5. Mojzesova knjiga, 1. poglavje, 20. vrstica. Tedaj sem vam rekel, prišli ste do Amorejskega pogorja, ki nam ga je dal Gospod naš Bog. To govori Mojzes. Poglejte, Gospod vaš Bog je pred vas postavil deželo. Glej, Gospod naš Bog je postavil pred te to deželo. Pojdi in jo vzemi v last, kakor ti je govoril Gospod Bog tvojih očetov. Ne boj se in ne trepetaj. In vsi ste pristopili in rekli, pošljimo pred seboj može, da si ogledajo deželo za nas in naj bo nam poročal, kakšna je pot, po kateri bomo šli in kakšna so mesta, v katera bomo stopili. Odšli so, se povzpeli na gorovje in prišli v dolino Eškol. Ogledali so si jo. Tedaj si je 12 vohunov ogledalo obljubljeno deželo. Poročali so nam in rekli, lepa je dežela, ki nam jo daje Gospod naš Bog. 26. vrstica pa pravi, vi pa niste hoteli iti in ste se opirali v ukazu Gospoda svojega Boga. Sedaj nimam časa, da grem skozi vse to, vendar pozneje so se odločili, da bodo šli. Bog pa jim je rekel, ne poskušate hoditi, kajti sedaj nisem z vami. Morali bi iti, ko sem vam povedal. Tako so bili ob meji obljubljene dežele, vendar jim ni Bog rekel, sedaj je čas, da posedujete deželo. Niso odšli v deželo, opirali so se Gospodu in so hodili okrog še nadaljnih 38 let po puščavi. Mnogi izmed njih so tam umrli. Danes vas želim nekaj naučiti. Če vam Bog ukaže, da je čas, potem to tudi storite. Ko vam Bog pove, da je to pravi čas, potem to tudi storite. On vas je mazilil za to dejanje. Vi tega ne morete odložiti na bolj primeren čas, ko mislite, da bo lažje, ali ko bi vi čutili, da ste pripravljeni, lahko se odločite in rečete, zelo sem utrujen, da bi se s tem ukvarjal, mislim, da bom sedaj to storil. Dobro, lahko se znajdete v položaju, da vas Bog ni mazilil za tisti čas. Moramo se naučiti, kdaj se Bog dotakne stvari v našem življenju in jih vzeti resno. Če vi veste, da se Bog ukvarja z vami glede slabih razvad, potem se s tem ukvarjate. Če veste, da Bog deluje na vas glede neodpuščanja v vašem srcu, potem to delajte. Ne ozirate se na kakšne neumne izgovore, kako težko odpustiti. Vam povem, da je težko. Sovražiti ljudi je veliko bolj težko, kakor odpustiti ljudem. Odpustiti je lahko v primerjavi s sovraštvom, zagrenjenostjo, maščevalnostjo in ves čas biti poln tega strupa. Če Bog deluje z vami o vaših razvadah, da imate te pogubne navade in je Bog položil svoj prst nanje, potem vam niti ni treba pomisliti, da tega ne zmorete, kajti Bog vam nikoli ne bo rekel nečesa, da vam prej ne bi dal zmožnosti in vse do zmage. Vi morate samo verjeti v to. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misijonarske skupine Joyce Meyer.